Pozdravljeni, ime mi je Ludwig van Beethoven. Kretnja za moje ime je B plus klavir. Letošnje leto je posebno, ker mineva 250 let od mojega rojstva. Zato vam bom predstavil svojo življenjsko zgodbo. Rodil sem se 16. decembra 1770 v Bonnu v Nemčiji. Moj rojstni datum ni zabeležen. Krstili so me 17. decembra 1770. Takrat je bil običaj, da so krst izvedli 24 ur po rojstvu. Zato sem se verjetno rodil 16. decembra. Bil sem drugi otrok. Imel sem 6 bratov in sester, od katerih so 4 umrli. Preživela sta brata Kaspar Anton Karl in Nikolas Johann. Ko sem se rodil, sta bila oče in dedek pevca in glasbenika na kraljevem dvoru v Bonnu. Oče je bil navdušen nad čudežnim otrokom Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Že zgodaj je opazil, da imam velik glasbeni talent, zato me je pri 4 letih naučil igrati klavir. Stati sem moral na stolu, da sem lahko pritiskal na bele in črne tipke. Oče me je vsak dan silil, da sem pridno vadil klavir in violino. Bil je zelo strog, pogosto tudi pijan. Domov je velikokrat prišel pijan, me vrgel iz postelje in me prisilil, da sem igral za goste, ki jih je vabil, da so me za plačilo poslušali. Nekateri so videli, da je bil preveč krut, ampak mu je bilo vseeno. Hotel se je samo ponašati kot oče izvrstnega glasbenika. Ko sem bil star 7 let, sem prvič javno nastopil. Okoli leta 1780 so na kraljevem dvoru v Bonnu zaposlili novega organista Kristjana Neffeja. Ko je slišal, kako spretno in odločno igram klavir, je rekel, da potrebujem pomoč.
In začel me je poučevati bolj prijazno in ljubeče kot moj oče. Postajal sem vse boljši. Ko sem bil star 12 let, mi je Nefe že zaupal, da sem kdaj pa kdaj samostojno igral orgle in dirigiral dvornemu orkestru. Ko sem bil star 18 let, me je bonski princ poslal na Dunaj, ki je bil takrat glasbeno središče Evrope. Želel sem se učiti pri Mozartu, ampak ni imel časa. Enkrat me je slišal igrati in je takoj rekel, da bodo nekega dne o meni veliko govorili. V tistem času je mama hudo zbolela, zato sem se vrnil domov, da bi bil z njo. Kmalu je umrla. Ker se je oče popolnoma vdal pijači, sem moral skrbeti za mlajša brata Kasperja in Nikolausa. Leta 1792 sem se preselil na Dunaj. Žal pa se pri Mozartu nisem mogel učiti, ker je preminil. Ponudila se mi je priložnost za študij pri dunajskem skladatelju Jozefu Haydnu. Bil je strog in je zahteval poslušnost. Pri njem sem se učil klasične glasbe, a ker sem bil svobodomiselen, sem ga težko prenašal, zato sem poiskal druge učitelje. Začel sem skladati in koncentrirati. Postal sem tudi zelo priljubljen, ker so ljudje radi poslušali moje igranje ter gledali, kako se moji spretni prsti hitro premikajo po tipkah. Ko sem vadil dramatične dele skladb, sem klavir večkrat poškodoval. Takrat klaviri niso bili tako trdni kot danes. Zato sem vedno iskal proizvajalce, da bi izdelali takšnega, ki med mojim silovitim igranjem ne bi razpadel. V ljubezni res nisem imel sreče, ker nisem našel prave ženske. Bil sem pogosto zaljubljen, ampak moje ljubezenske zveze se niso končale srečno. Zato se nikoli nisem poročil. V svoji glasbi sem bil precej domiselen. Zato so mi premožni ljudje plačevali lepe denarce za pisanje čudovite glasbe. Večkrat sem jih presenetil z domiselnimi skladbami. Ko sem bil star 26 let, sem hudo zbolel, morda zaradi tifusa. Takrat sem začel izgubljati sluh. Imel sem tudi navado, da sem za navdih glavo potopil v mrzlo vodo.
Sicer me je pestilo več bolezni. Ko sem bil star 46 let, sem popolnoma oglušel. Zaradi tega sem se zaprl vase. Bil sem osamljen. Ljudje so pogosto mislili, da sem slabe volje in neprijazen, ampak v resnici sem se jim izogibal in jih ignoriral, ker jih nisem dobro slišal. Nisem hotel, da bi vedeli, da nekdo, ki je odličen skladatelj, komaj sliši lastno glasbo. Zelo sem si prizadeval, da moja izguba sluha ne bi vplivala na moje delo. Strašno sem se moral potruditi, da sem lahko napisal čudovite skladbe, sonate, koncerte, simfonije. Večkrat sem klavirju snel noge in med igranjem sedel na tleh, da sem bolje čutil vibracije. Ljubil sem naravo in večino časa preživel na podeželju blizu doma. Ko sem še slišal, sem navdih za glasbo dobil v zvokih gozda. Za 6. simfonijo, znano kot Pastoralna, sem ustvaril fantastično glasbeno zgodbo. Glasba je bila tako veličastna, da je imel poslušalec občutek, da je na čudovitem podeželju sredi travnikov in gozdov. Skupno sem skomponiral 722 manjših in večjih kompozicij, eno opero in 9 simfonij. Veliko jih meni, da sem najboljšo glasbo napisal v poznejših letih. V vsa dela sem vnesel svojo domišljijo, ljubezen in moč. Popolnoma gluh sem napisal 9. simfonijo, Odo radosti, in jo dokončal leta 1824. To delo zrcali temeljno misel mojega življenjskega boja, nasprotje med temo in svetlobo ter suženjstvom in svobodo. Umrl sem 26. marca 1827, ko sem bil star 56 let, domnevno zaradi pljučnice. Moja Oda radosti je postala simbol miru, svobode in solidarnosti, saj je od leta 1972 himna Evropske unije in Sveta Evrope.
Zdaj pa si evropsko himno poglejmo v slovenskem znakovnem jeziku. Za konec smo vam pripravili presenečenje. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in pisateljico Aksinjo Kermauner izdala knjigo z naslovom David, misija Beethoven. Zgodbo dopolnjujejo risbe kreten, ki jih je narisal gluhi slikar Nikolaj Vogel. Za uporabnike znakovnega jezika so knjigi dodani videoposnetki z gluho interpretko Valerijo Škof. Dostopni so preko kode QR. Ogledate si jih lahko s pomočjo brezplačne aplikacije Slovar SZJ. Knjigo lahko naročite brezplačno na spletni strani zdgns.zveza-gns.si pod sličico literatura. Želim vam prijetno branje.